Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Od parlamentarnih volitev je minilo že 30 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Ta ekipa bo konkurenčna tudi v naslednji sezoni. Tako je Zoki Dragič pospremil izpad Cedevite Olimpije v polfinalu regionalne lige ABA, potem ko so Ljubljančani uspešno vrnili gledalce na tribune Stožic ter ponovno zbudili vero v slovensko klubsko košarko. Naj se nadaljuje. Sedaj pa se lotimo 131. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali slovo Janeza Janše. Je res čas za Janšev odhod iz strankarske politike? Zatorej vprašanje državniku Janezu Janši. Ali se je za dobrobit vsega slovenskega naroda pripravljen odpovedati visoki politiki in dati prostor novi, neobremenjeni ekipi desne sredine? To je osnovno sporočilo odmevnega članka, ki ga je minulo nedeljo objavil spletni portal Domovina in ki Janeza Janšo poziva naj se umakne zato, da bi lahko desna sredina zmagovala na volitvah. Ali je res čas, da se Janez Janša umakne iz strankarske politike, nam bosta povedala naša stalna komentatorja, Lucija Šikovec-Ušaj in dr. Boštjan Marko Turk. Lucija, Boštjan, toplo pozdravljena. Večer. Večer. Lucija, koliko ti verjameš tej osnovni misli tega članka na spletnem portalu Domovina, da bi se naj Janša za dobrobit vsega slovenskega naroda, to je skoraj, se mi zdi, najvišja možna žrtev za nekega politika, odpovedal visoki politiki in dal prostor novi neobremenjeni ekipi desne sredine? Ni tako enostavno. Janez Janša je politik, ki je edini v Sloveniji uspel vzpostaviti kult osebnosti. Mislim, da je po Titu edini, ki je gojil ta kult osebnosti in ki ga je dejansko tudi uspešno vzpostavil. Tako da določen sloj oziroma določeno število Slovencev si verjetno ne predstavlja politike brez Janeza Janše oziroma Slovenije brez Janeza Janše. Tako kot si niso Jugoslavije brez maršala Tita predstavljali. Kakor vidimo, je Jugoslavija dejansko tu so imeli prav, ker Jugoslavije, tu so imeli prav pri Titu, ker Jugoslavija res ni bila več po Titu. Je razpadla. Nekaj let se je še borila. Tukaj računam, da ker slej ko prej tudi leta hočeš, nočeš, bo naredila svoje in se bo moral umakniti. Zdaj pa karkoli mi rečemo, to je čisto irelevantno tukaj. Bo verjetno SDS razpadla, tako kot je LDS šla. In to je meni osebno kot bivši članici stranke hudo. Ker mislim, da bi bilo recimo pametno, da bi Janša, kot je naredil Pučnik, nekomu predal stranko in sobival ob njem, tako da bi ta prehod bil možen in da bi stranka ostala pri življenju. Če pa bo tako, kot je do zdaj, kjer so očitno vsak kritičen glas enostavno utiša in ostaja on tukaj hegemon te stranke, potem pa se bojim, da bo z njegovim odhodom tudi konec SDS-a. Kar se tiče same desne strani, pa se spomnim, ko smo mi ustanovili Domovinsko ligo, smo bili strani SDS-a najbolj napadeni. Torej ni bila Levica, ni bila nobena druga stranka tako napadena kot mi, ki smo bili na isti strani. Tako da je verjetno ta trditev, bi rekla, da kar drži. Bi bila priložnost za slovensko desnico, sigurno. Ok. Boštjan, koliko je to huda poenostavitev, da samo Janša se umakne, pa desna sredina zmaguje na volitvah? Ja, jaz moram tukaj najprej upravičiti, da bom igral vlogo, bi rekel, odvetnika SDS-a, za kar me ni nihče niti prosil. Zakaj bi se za to upravičeval? Niti prosil, niti po oblastu. Kaj šele po oblastu, Ampak, torej, zadeva je taka, da jaz ne vidim razloga, zakaj bi se Janez Janša umaknil. Konec koncev ni delal slabo. Njegov umik bi pomenil pač razpad in konec stranke SDS. Jaz ne vidim nikogar, ki bi ga lahko nadomestil. Pa tudi če recimo ob vseh teh razmišljanjih, ki jih imamo, moramo še nečesa se zavedati, da zelo malo strank je, ki so vodile vlado
pa potem recimo dobile dober volilni rezultat. Mi samo poglejmo recimo Šarca, ne, ki je potem, ko je volil vlado, pač izginil iz parlamenta. Mi poglejmo Bratuškovo, ne, ki je potem, ko je vodila vlado, se pravi, čeprav čez 2 mandata, padla iz parlamenta. Ne. Janša je recimo vodil vlado 2004-2008 in je 2008 dosegel, mislim, da maksimalno število glasov za stranko, potem je to delal 2012, ne, potem so ga seveda zaprli. Ne, ampak zdaj je v bistvu stranka celo dobila 57.000 glasov več kot leta 2018, tako da tle ni nobenega razloga. Zdaj razlogi, zakaj pa seveda desna sredina ni zmagala, so pa neskončno bolj kompleksni in grejo v to, da se je ta prostor od 90-ih let zaradi napak, prav bi rekel predhodnikov te stranke NSI-ja, se pravi Peterleta in podobnika, krčil in se je zdaj skrčil do točke, pač ko pač enostavno ni 50%, ne, ampak temu ni kriv Janša, ne, ampak temu je kriva odsotnost najprej Slovenske ljudske stranke na političnem prizorišču in tega, bi rekel, demokrščansko-ljudskega bloka, ne. Potem pa seveda še ena stvar je, ne, nimamo neke sredinske stranke, kot je bila Državljanska lista, ki bi na nek način katalizirala, ne, se pravi, ta sredinski prostor in recimo onemogočila take ogromne zmage, kot recimo jih je dosegel, ne vem, Cerar ali pa kot jih je dosegel zdaj Golob, ne. In to nas najbolj tepe po glavi, ker zaradi tega je ta prostor neuravnotežen in zelo slabo, bi rekel, obvladljiv, če ga gledamo s stališča neke demokratične norme. Jaz se tukaj ne bi mogla čisto strinjati, ker vendarle Bratuškova pa Šarc sta imela te stranke novo ustanovljene. Mi moramo primerjati s temi strankami, ki so pravzaprav bile med prvimi ustanovljene, to je SD, SMS, oziroma SDS je večjih, pa mislim, da niti ni, ne. Tako, oziroma Nova Slovenija, oziroma bivši Slovenski krščanski demokrati. To so te stranke, ki so bile v slovenskem prostoru, dočim Bratuškova pa Šarčeva stranka sta pač nastali in tudi ugasnili, tako da tukaj ne moramo primerjati med 30 let staro stranko pa med nekaj let staro stranko. Ampak jaz se strinjam, da tukaj ni ljudske stranke, ni neke demokrščanske, si lahko rečemo kakorkoli. Skratka, da ni v bistvu neke desne stranke s temi desnimi vrednotami, ampak ne bi rekla, da je tega kriv Janša, kot Janez Janša, ampak pravzaprav so krivi vsi, kot jih je naštel gospod Turk. Vsi tukaj so vsak pluli zase, še najmanj SDS, ki je pravzaprav ves čas begala od leve na desno in se zdaj šele utrudila v končni fazi na desni strani. Pravzaprav dolgo časa se ni vedel, kam se jih umešča. Tako da jaz pa mislim, da je škoda, da ne pusti. Pa si to ni krivda njegova, kot krivda sopotnikov njegovih, da se enostavno dajo odgnati, ampak je način verjetno takšen, da raje prenehajo in ne postavljajo vprašanj in noče konkurirati. Vse druge stranke imajo velike volitve. Preden gremo na to, glede Janše, bi še pod vprašanje imel, tukaj pravita, ni neke demokrščanske stranke, ni sredinske stranke, ampak nista to, imamo Novo Slovenijo, po drugi strani ta projekt Povežimo Slovenijo, ni bil to poskus iti čez sredino in zagotoviti neke dodatne glasove za ponovitev vladne koalicije pod SDS-om oziroma Janeza Janšo. Se v Povežimo Slovenijo so bili konkretno, pa Slovenska ljudska stranka, pa Nova Slovenska ljudska stranka, pa te zeleni Čuša in tako naprej. A ni to Povežimo Slovenijo bil nek poskus, očitno sicer neuspešen, Državljanske liste, Boštjan? Mislim, da tle neka razlika, se pravi, Povežimo Slovenijo je bila neka rekonstrukcija, recimo v tem bazenu, ki ga sicer obvladuje Slovenska ljudska stranka, in ni uspela, zdaj to je mene, moram reči, presenetilo, ker tle se je dal videti, da bi lahko naredili lep rezultat, pa niso, ampak ta prostor Državljanske liste, se pravi pa prostor reseta, je prostor, bi rekel, urbanih središč in tle največji problem, bi rekel, tako imenovane desne sredine so urbana središča, konkretno Ljubljana, konkretno 3. in 4. volilna enota, v kateri je razmerje med desno in levo stranjo recimo 1:5, in to se kaže recimo temu 20 let nazaj, 25 let nazaj, ko sem jaz bil
dejaven v Krščanskih demokratih, je bila v Ljubljani mestni svet je bil pol-pol. In tle se kaže zdaj, da se je v roku ene generacije to volilno telo, ki je tudi blazno motivirano za odhod na volišča, in tretja in četrta enota, se pravi Ljubljana center pa Ljubljana Bežigrad, dajte me popraviti, če se motim, odločata pač slovenske volitve. Sta jih odločila 2011, zagotovo, in sta jih odločila zdaj. In tu seveda torej profil državljanske liste je pa bil profil meščanske stranke, urbane stranke, stranke urbanih problemov, urbanih izzivov, stranke IT-ja, stranke, se pravi, tehnologije, stranke intelektualcev in to. In dokler se ne bo vzpostavljala ena taka stranka, bo Slovenija abnormalna, ker taka stranka je v bistvu neke vrste katalizator. To, kar smo zdaj dobili z Golobom, to ni dobro, zato ker ni dobro, da ima nekdo preveč moči v enih samih rokah. In demokracija je to, da mora biti to uravnoteženo, uravnovešeno. Ja, zdaj ni kriv Golob, ampak stvar je v tem, da dejansko intelektualci več niso imeli stranke, ki bi jo volili. V ta prostor je posegel Robert Golob. To jaz lahko povem tudi s pogovorom z mojimi kolegi izven Ljubljane. Torej ne govorim samo o Ljubljani, govorim tudi o drugih krajih Slovenije, kjer so vsi rekli jasno, da bomo volili Goloba, se koga drugega pa ne volimo. Tako da je Golob... Ja, Janšo recimo. Zakaj ne Janšo? Lej, jaz bom tako rekla, jaz sem ga volila vedno, pravzaprav do zdaj ga nisem več. Ampak stvar je v tem, da je imel malo smole. Malo smole je imel s to korono in potem se je v bistvu Janša, korona se je potegnil nekaj na čaj in korona nam je šla vsem na živce. Mislim, to je taka zelo preprosta, simplificirana. Ja, to bi vsak, ki bi bil na oblasti ta čas, bi to pokasiral. Mislim, da je, če sem prav nekje zasledila, da je Branko Grims rekel, da mu je predlagal volitve po prvem lockdownu. To je res, ja. In mislim, da bi bilo to, recimo, torej pameten politik, pameten strateg bi to naredil. Jaz osebno tako ocenjujem, da bi takrat Janša zelo močno zmagal. Lucija, če dovolj, bi si zdaj vzeli krajši premor, pa malo razmislimo o tem, kaj bi bilo drugače, če bi bile volitve po prvem lockdownu, ne pa zdaj, ko so bile. Tako da ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, ali je res čas za to, da se Janez Janša umakne iz strankarske politike. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno Lucija Šikovec-Sušaj in Boštjan Marko Turk. Pogovarjamo pa se o tem, ali je res čas za to, da se Janez Janša umakne iz strankarske politike. Lucija, predno smo šli na oglase, si rekla, da bi Janša moral odstopiti, oziroma da bi moral priti do volitev po prvem lockdownu. Dva problema sta tu, se mi zdi. Prvo je, s tem bi verjetno izdal svoje koalicijske partnere, posebej Desus pa pač konkretno, bivši SMC, verjetno tudi SNS Zmaga Jelinčiča, ker če bi šli na volitve, ne bi bilo to fair do njih. Konec koncev so mu pa oni omogočili vlado. In drugič, kje pa piše, da bi šli na volitve, če bi Janša odstopil? Se ta film smo že videli, Marjan Šarec je tudi odstopil, pa nismo šli na volitve. Izvoli. No, jaz osebno mislim, da bi šli na volitve in tudi mislim, da bi SDS dobila veliko glasov, hkrati pa ne bi bile te paničnih kadrovskih potez, vsega tega hlastanja po oblasti na vseh področjih, v vseh porah družbe in države, ki je odbijala zdaj ljudi. V 4 letih bi lahko to naredili bistveno bolj elegantno, mehko, da rečem. To je bilo pa prav neboj mesarsko klanje in se mi zdi, da je to vzbudilo nek revolt med volivci. Kot rečeno, se je pa potem ta epidemija zaostrila, potem je bila tista blamaža z zaščitnimi maskami, z respiratorji, z cepivi, ne nazadnje tista menjava cepiv. Mislim, da je takrat izgubil verodostojnost, kar se tiče cepljenja, ko je Pfizer odjavil oziroma odklonil in naročil Modernino.
cepivo in takrat je tudi med ljudmi padla volja po cepljenju, ker se je ugotovilo, da gre vse skupaj za denar. Nekateri so se cepili s Pfizerjem, potem so pa 10-krat cenejše cepivo naročili. Tako da to so bile napake, ki jih avtomatično potem ljudje povezujejo s predsednikom vlade. Ne? Torej, koliko je on tukaj imel zraven, to jaz ne vem, nisem tu blizu, a ne? Ampak vsekakor tudi, kako bi rekla, sam govor njegov, ne? Vojna z virusom, mislim, ta militanten pristop do neke bolezni se mi ne zdi, mislim, nekako primeren v takem trenutku, ko so ljudje prestrašeni, ne? In tudi tiste smrtne žrtve na začetku, kako da so bile žrtvovane, ne, za to cepivo. Skratka, dojemanje ljudi se je obrnilo, ne. Začel se je dvom v korono, začel se je dvom v cepiva, začel se je dvom v nabave, začel se je kompleten dvom v vse in tukaj Janša več ni mogel zmagati na volitvah. Mislim, da je bilo jasno tudi njemu samemu, ne. Tako da, če bi pa šel po tistem ta prvi spomladanski varianti, ko so nas preletavali avioni in smo bili tam najboljši, a ne, seveda z vso hvalo, ki si jo in častjo, ki si jo je pripisal tudi predsednik vlade, a ne, potem bi pa po mojem on imel tak rezultat, kot ga ima zdaj Robert Golob, ne. In potem bi seveda z lahkoto našel koalicijske partnerje, po mojem ne bi bilo težav. Ne. Ja, Boštjan. Jaz se ne strinjam čisto s tem, zato ker volitve recimo, vprašanje, kaj bi bilo, ne, mislim, da je velika možnost, da bi se ponovil rezultat 2018, da bi Janša zmagal volitve, če bi že volitve recimo poleti 2020 bile, ampak da ne bi mogel vlade sestavljati. Drugo pa, seveda je bila SDS je bila pač žrtev sistematične medijske kampanje v času korone, to sem spremljal pač razmere recimo drugod, in to mediji nikjer niso, pač so bili solidarni do oblasti, pač preprosto zato, ker so razumeli, da smo v najhujši stiski in krizi po drugi svetovni vojni. Konec koncev korono, mislim, ne smemo podcenjevati, ne. Korona je po drugi svetovni vojni največja katastrofa, ki je udarila Zahod, ne. Od nje je umrlo na svetu približno 6 milijonov ljudi, ne. Največ pač na, se pravi, v severni polobli in v zahodnem svetu, ne, in nič po drugi svetovni vojni v številu žrtev, pa tudi v številu škode in tako ni primerljivo s to katastrofo. Recimo AIDS je pač odnesel več ljudi, samo AIDS je pač specifična zadeva, ne, pa odnesel jih je v Afriki, ne. In to so mediji recimo v Franciji, v Avstriji, v Italiji, na Hrvaškem razumeli in niso pač nagajali, ne, medtem ko pri nas smo bili pa soočeni z stalno kampanjo, ki smo jo tudi na Faktorju komentirali, ne, da je bilo vse narobe, vsaka poteza je bila že a priori narobe, da je seveda se ni mogel noben vedeti, kako ravnati v takem primeru, se ni bilo nobenega vzorca, ne, kako se obnašati v primeru pandemije, pa konec koncev se ta oblast ni obnašala dosti drugače, kot se je obnašala celotna Evropska unija, oziroma smo bili pač zavezani neki temeljni, bi rekel, evropski solidarnosti, ne, tako da ti razlogi so zelo kompleksni, ne? In je pa res, da so pač ustvarili neko globoko nezadovoljstvo medij, ki se je vezalo pač, kot je rekla gospa odvetnica, ne, na nezadovoljstvo ljudi z korono, z boleznjo, se pravi, rekluzijo, se pravi, z zaprtjem, z vsem tem, ne? In ljudje so pač tako odreagirali. V tem smislu je bila ta, bi rekel, Golobova ideja, svoboda, ne, na nek način politično zelo produktivna, ne, ker je pač ljudi usmerila, da zdaj pa bojo svobodni, ne, ampak zdaj pač jaz gledam na te stvari nekoliko drugače, nekoliko z bolj racionalnega zornega kota in še enkrat ponavljam, da ni dobro, da ima ena stranka tako moč v državi, to za državo ni dobro. Jaz bi rekla tako, da so bili mediji zelo, torej Nacionalka in Pop TV, ostalih pač zelo kooperativni oziroma so zelo podpirali, ampak napaka je bila, da je politika vodila epidemijo, ne pa stroka. In tudi to menjavanje stroke, vsakega, ki se ni strinjal, ne, vsakega so popljuvali, do vsakega to je bilo primitivno ravnanje vladajočih in oziroma članov, podpornikov, kakorkoli. To težko človek reče, da je to pametno vodenje neke
države v času pandemije. Hkrati učitati Šarcu, da je odstopil, da ni imel polnih blagovnih rezerv zaščitnih mask, pa hkrati reči, da pač nismo bili še soočeni s pandemijo in da nismo vedeli, kako ravnati, to pa potem velja za Janeza Janšo. To dvoje mi ne gre čisto skupaj. Ampak eno z drugim, to je bilo zavoženo. Vodenje, tudi Jelko Kacin z grožnjami, imejte, ne vem, uživajte še dokler lahko in tako naprej. Mislim, to si ljudje zapomnijo, ne. In to ni bilo pametno vodenje. Vlada bi mogla biti optimistična, vlada bi mogla dajati ljudem pogum, upanje, da bo bolje, ne pa jih strašiti, kako bo še slabše, bo še slabše, bo še slabše. Recimo komentarji zdajle na Goloba, ne. Mogoče nam bo slabše, ampak nam bo slabše z nasmehom. Mislim, to enostavno tistega mrkega pogleda se ljudje resnično naveličajo, pa če je to upravičeno ali pa ne. To sploh ne govorim o tem, a ne. Govorim o tem dojemanju, kako komunicirati z javnostjo. Ja. Ne? In tukaj mislim, da je bila napaka. In to ima predsednik SDS-a, to napako, da enostavno ni sproščen, ne? Nič ni sproščenega, nič ni veselega, nič ni radostnega v njemu. No? To mene osebno, lahko pa koga drugega ne, seveda moti. Ne? Zdaj, Janez Janša, odkar je prvič zmagal na volitvah leta 2004, je zmeraj prva ali pa druga stranka, ki jo vodi na volitvah. Zdaj, odkot ideja, da če se on umakne, pa bo desna sredina dosegala boljše rezultate na volitvah? Če zdaj pogledamo to obdobje že blizu 20 let in številnih volitev. Ker samo zaradi tega, ker njega ne bo, sigurno, da ne. Mislim, to daleč od tega, ne. To mislim, da se tudi Boštjan Turk s tem strinja, ne. Janša ni zavora, ne. Mislim, tudi umanjkanje Janše ni garancija, da bo desna sredina ali pa desna stran Slovenije zmagala na volitvah, niti pod razno, ne. Ampak je pa možnost dati priložnost, ne. Ker dokler je Janez Janša na sceni, ni priložnosti za druge. Ne? To je moje mnenje. Če zdaj pogledamo... Ja, izvoli, Boštjan. Če bi šla SDS na volitve, recimo zdaj, 24. aprila, brez Janše, bi dobila bistveno manj in na račun bi pa dobil Golob več in bi Golob imel, jaz sem prepričan, celo sam lahko dvotretjinsko večino v parlamentu, zato ker enostavno ne bi bilo alternative, koga volite. In ta kriza na desnici ni kriza Janeza Janše, ni kriza, mislim, to je popolnoma napačna diagnoza, ne, konec koncev, jaz teh fantov res iz mladine, iz domovine ne razumem, ne, pa kako jim je Janša omogočil, da so bili na vrhu oblasti. Sej Tonin, Vrtovec ne bojo nikoli, jaz si ne predstavljam, ne, ali pa bodo v času, ki je popolnoma nepredvidljiv, kdaj zasedali tako imenovana državotvorna ministrstva. Ne? Pa to so bili v vladi Janeza Janša, zdaj to je čisto protislovje. Kako ne, zdaj bo Janez Janša zavora za to, da oni ne bi bili ministri, če so bili ministri v njegovi vladi. Ne? Jaz ne vem, pa tudi recimo, se mi to ne zdi fair, ne? Zato ker ta pač stališča odgovornega urednika, se pravi časopisa Domovina, ne, so bila pač v času vlade so bila pač drugačna od teh, ki jih zdaj zastopa, ne, in ti si pač, so bili čist s to vlado tudi zelo zadovoljni in so imeli za to zadovoljstvo tudi vse objektivne razloge, tako da to je, mislim, to se mi zdi v bistvu protislovno, no, dobesedno. Nova Slovenija je v bistvu pravzaprav dobila boljši rezultat kot pred leta 2018, če se ne motim. No. Ja, enako kot SDS, po številu glasov, po deležu glasov pa ne. Moramo upoštevati, da je bila višja volilna udeležba. Res pa je, da je NSI preživela, ne? Da ne rečem, da je pač ohranila pozicije, za razliko kot recimo SD, ne? Ki je izgubila, Levica, ki je komi prišla noter, Šarc, Bratuškova, ki so padli ven. V primerjavi s temi NSI je sigurno boljše, ne? Ni pa povečala podpore v smislu, ko bi rekel, pač, da bi imela višji delež glasov. Res pa je, da zaradi volilnega sistema ima več poslancev. Res pa je, da nekaj moramo vedeti. Ne? SDS ni zmagala. Ne? Mislim, tukaj je pika. Ne? V tem tudi neka debata poteka. Jaz sicer sem mislil, da bo to pač, ko so v glave še vroče po volitvah, ne? Ampak zdaj, tu me pa zanima res vajino mnenje. Sem ti hvaležen, Lucija, da si to sprožila, to vprašanje. Zdaj, a jaz sploh še kakšna dilema o tem, a Janez Janša zmagal te volitve ali ne? Ker če pogledamo, pač bil je predsednik vlade, zdaj očitno ne bo več.
To je verjetno že tisto, kar je ključno. Ne? Ja. Pa tudi rezultat pač relativen zmagovalec volitev ni, ker recimo 2018 je zmagal volitve, ne? Pa ni takoj sestavil vlade, je najprej Marjan Šarec, ampak tiste volitve je res SDS prepričljivo dobila, teh ni. Zakaj po vašem mnenju se še kar pojavljajo ta vprašanja, ali je SDS izgubila zadnje volitve ali jih ni? Mislim, se to vprašanje zdi v bistvu brezpredmetno, ne, zmagala jih ni, se tudi Janša ni rekel, niti SDS ni rekla, da jih je zmagala, pač zmagala jih ni, to je pač dejstvo, ne. Zdaj, če jih je izgubila, je pa pač razvidno iz stvari same, ja, pač če ne zmagaš, potem izgubiš. Je še kakšna tretja opcija, Boštjan? Mislim, tretja opcija je pa ta, da bo zdaj v opoziciji in pa predvsem, dokler ne bo ta, bi rekel, desna sredina ali pa ne vem, najdla neke alternative, s katero bo neutralizirala te grozljive, bi rekel, uspehe levice v tretji pa četrti volilni enoti, ki odločajo volitve. Levice misliš kot blok, ne? Ne, z levice z malo začetnico, ne. Levice kot blok, ne. Ne bo pač nič, ne. Zdaj zanimivo tudi, da je Golob zmagal v vseh tako imenovanih mestnih občinah, ne. To pomeni, da se je pač, ja, da je treba je ta razdelitev, se vam zdi, da je tu nekako zdaj ta razdelitev na urbano v narekovajih, ne, se vemo, v Sloveniji moramo to urbano dati v narekovaje, ker pač v bistvu že Ljubljana ni glih mesto, vse ostalo pa sploh ne, ampak imata vidva občutek, da obstaja zdaj ta neka delitev urbana, neurbana Slovenija, se je to pokazalo na teh volitvah za zadnje? Ne, ker ni v Mariboru pa na Štajerskem pravzaprav SDS tudi urbano, ne, konec koncev je Maribor ravno tako urban, pa ne vem, je bila SDS dosegla zelo visok rezultat. Ljubljani ga nikoli ni, ne. Ja, ni zmagovala, ne, zmagovala je v bistvu tako, kot pravi Boštjan. Če zdaj pogledamo v obmejnih delih Slovenije, ne, ob meji s Hrvaško, v bistvu na vzhodni, pa na jugovzhodni meji, tam so dosegali najboljše rezultate, pa pol še kakšni otočki, recimo Šoštanj in okolica Velenja. Ja, tam, kjer Janša stanuje. Sej, v centru Velenja ni zmagal SDS, to je treba povedati, ne? Na periferiji pa je. Tako da, ne vem, mislim, SDS, meni je škoda, no? Meni je škoda stranke s takšno tradicijo, ki bo potonila skupaj s svojim predsednikom takrat, ko se bo on to odločil. In meni je resnično škoda zaradi vseh ljudi, ki so tukaj delali in pustili vrsto enih let za stranko in da je ta stranka dejansko postala neka privatna zadeva predsednika stranke. Ampak kaj je pa sploh rešitev, Lucija? Ker zdaj vidva pravita, če bi Janša se zdaj umaknil, bi SDS potonila na volitvah. Janša je tisti, se pravi, kaj sploh lahko naredi Janša pol? Se tudi on, če gre, pač bo konec stranke. Rekli smo, ne, rekli sta, ne bo pol, to ne pomeni, da bo pol desna sredina zmagovala na volitvah, kaj je pol sploh rešitev? To se meni zdi enačba brez rešitve. Ne, poglej, ko je Pučnik odstopal, oziroma je bil kakorkoli, no, ne vemo, različne verzije poznamo, je nekaj časa funkcioniral skupaj z Janšo. Je bil stric od ozadja oziroma je bil sopotnik Janeza Janše. In Janša pri svojih 64 letih bi moral vedeti, da je tudi pri njemu nastopil čas, ker so njegovi volivci stari tukaj kot je on ali še več. Mladi več, za mlade smo mi odpisana generacija, mi smo samo še strošek. In tukaj se je treba zavedati, da bi moral nekoga mlajšega vzeti in ga podpirati, in ga on pripeljati in on držati roko nad njim in ga on ustoličiti, še enkrat rečem, moje mnenje. Ampak nekoga, ki bi ga ljudje sprejeli, ker ga je sprejel ali pripeljal Janez Janša. Pa kdo bi to bil, Lucija, Boštjan? A je kakšen tak v SDS? Jaz mislim, da to vprašanje je popolnoma nesmiselno, zato ker prvič volitve bo čez 4 leta, konec koncev se zdaj ne bo zgodilo nič. Če ne bojo prej, navajeni smo, da so včasih tudi prej. Mislim, ni problem SDS, ne, problem je pač zdaj, recimo, če bi ta načrt uspel, recimo, da bi Povežimo Slovenijo prišla v parlament, pa imela recimo 8-9 poslancev, pa če bi bil še Jelinčič, recimo temu, bi vlado sestavljal Janša, problem ni v tem, problem je v tem, kako pač vzpostaviti pač nek blok, ampak zdaj je pač to prepozno. Zdaj dobro, če bojo predčasne volitve, ne vem, kaj se bo potem, ker prihodnost je pač nepredvidljiva, to se strinjam, ampak konec koncev 2 leti nazaj, pa pol nazaj, si nihče ne bi niti v sanjah predstavljal, recimo, če gremo v ne vem, november 2019,
ne, si ne bi v sanjah predstavljal, da se bojo v naslednjem letu, pa 2, zvrstile te katastrofe, kot so, se pravi korona, se pravi vojna v Ukrajini, in da bo Šarec odstopil in da bo Janša sestavil vlado. Če bi to govorili recimo v oddaji Faktor, ne vem, novembra 2019, če kdorkoli bi to govoril, bi rekli, da je fantasta, ne. Tako da to je nepredvidljivo, ampak zdaj pač preprosto ni problem stranka SDS, a ne, problem je pač celoten blok, a ne. In tudi to vprašanje zdaj se mi zdi na nek način preuranjeno, ker tudi ta parlament se še niti ni konstituiral dobro, a ne, vlada se sploh ni bila izvoljena, ne, imamo še staro in ne vem, pač ne. In so pa razmere popolnoma nepredvidljive, ker so tudi razmere v Evropi popolnoma nepredvidljive. Jaz imam eno težavo s to idejo o nasledniku, ne, namreč ne vem, če smo to že videli, kje, da bi se to zgodilo. V LDS-u, ko se je Drnovšek, mogoče v Nemčiji, ja, ampak pri nas sem hotel reči, ker recimo Drnovšek se je posloval, vemo, kaj se je zgodilo. Borut Pahor se je posloval s čela SD, vemo, kaj se je zgodilo. A imamo sploh kakšen primer, kjer je recimo se dolgoletni lider stranke umaknil, je prišel nekdo drug, pa je stranka šla naprej. Se mi zdi, da edini tak primer je, ko je Janša prevzel SDS za Pučnikom, ne, ker Pučnik ni zmagoval na volitvah. Po zmagi Demosa na prvih volitvah Pučnik na volitvah ni zmagoval in Janša je prevzel stranko, ko je bila v bistvu na najnižji točki, ne, če smo natančni. V bistvu je komaj prišla v parlament na prejšnjih volitvah in potem jo je prevzel Janez Janša in zdaj je v bistvu skozi prva, druga. Že samo Janez Janša je naslednjič prišel v parlament zaradi Depale vasi. Lej, mi nismo imeli politika, bodimo odkriti, zaradi katerega bi stalo tisoče ljudi, a ne, na trgu Republike. No, zaradi njega so, ne? Zaradi njega, smo. Ja, okay. Zaradi njega smo stali tudi na Roški, zaradi njega so stali tudi pred sodiščem. A ne? Hočem reči, on je karizmatičen voditelj, ki pa enostavno ne sprejema dejstva, da se generacije menjajo. Ne? Da zdaj te mladi, ki hodijo na volitve, nimajo pojma v letu 90, v letu 91. Njim se mislim, oni ne bojo, tako kot nam tisti partizani pravzaprav bili dost nezanimivi, razen da smo bili prosto, a ne? Tako je zdaj to za njih, a ne? In to ne pomeni, da nimajo radi domovine, daleč od tega. Jo imajo radi, ampak za njih te heroji leta 91 osamosvojitveni niso prav nobeni heroji, ampak so tam eni stari ljudje, ki bojo ravnokar na spizo en velik strošek. To je mlada generacija, pa nam všeč to ali pa nam ni všeč. In izkušnje, ki jih to na fakultetah dobro vejo, vse profesori ostanejo tam in imajo kabinete in tako naprej do smrti, ne, pa so, ne, ker vendarle so neke izkušnje, ki jih morajo mladim predajati, ne, in v politiki bi morali ravno biti enako pravilo, da morajo ljudje svoje izkušnje, svoje znanje predajati mlajšim generacijam in se ne vklepati prav z vsemi kriplji, a ne, tega. Vsi se verjetno spomnimo, kaj je rekel Drnovšek. Zakaj pa boste, če mene ne boste, se boste pobili med sabo. Ne? Se spomniš tega? Jaz sicer več ne spomnim se konteksta, ampak te izjave... Potem je Ivo Hvalica rekel, če misli, da je Tito. No ja, in Ivo Hvalica je tudi učel. Ne? Hočem to reči, ne? Mislim, in tukaj je isto. Ne? Mislim, jaz predstavljam, da lahko Janez Janša z vso resnostjo to reče, kaj pa bo, ko mene ne bo, se boste pobili med sabo. In verjetno tudi bi bila ista zgodba, kot je z LDS-om, ker Drnovšek je tudi kar ropa dal, ne, če se ne motim, je šlo to tako, ne da bi pravzaprav bil poleg. Ne, da bi tam so celo hoteli razdeliti, pa Rop ni pristal. Ne. Ideja je bila, da bi Rop prevzel vlado, pa Gregor Golobič stranko, ne, pa pol je bil še Bavčar, tako da tam so imeli celo preveč naslednikov, se mi zdi. Ja, tle pa Anže Logar, ne. Anže Logar je recimo človek, ki deluje dost mirno, nima pa tiste karizme, ki jo ima Janez Janša. To sem hotel vprašati, Boštjan, ti poznaš tudi lokalno sceno, v bistvu oba z Lucijo, no, v Ljubljani. Vse smo videli, ne, Anže Logar je kandidiral za župana Ljubljane, imel je kar široko podporo, še ne, ni to nič kaj odločujoče, ampak še celo jaz sem ga podprl, pač nisem volivcev v Ljubljani, ampak sem napisal en tekst o tem, kako naj Ljubljančani zanj ga volijo, ampak Boštjan, Anže Logar dobil na teh volitvah v Ljubljani čisto glasov, kakor jih dobi pač SDS, niti odstotka več. Zakaj? Ja, pa zato, ker to je pač, se pravim, v Ljubljani je bilo 25 let nazaj, ne, je bila situacija drugačna, ne, zdaj pa torej Ljubljana je postala veliko bolj leva ali pa veliko bolj
težko rečem, ne, mislim, Anže Logar je sicer zelo v redu fant, ne, mislim, osebno sem ga poznal, mislim, sem imela kar redne stike, tega 10-12 let nazaj, ne, in sem videl, da je to zelo inteligenten mož. Ne, in tudi tole delo, ki ga je opravil kot zunanji minister, je bilo odlično. Ampak bilo je v senci, ne, pač Janše, ne, mislim, da tukaj je Janša naredil, se pravi, ta pot v Kijev, ta organizacija prve trojke, ne, se pravi, ki je šla tja, ne, je v bistvu ustavila vojno v Evropi. Ne. To je bil, bi rekel, zgodovinski dosežek, ne, ki je bil pač izredno cenjen v svetu, v Evropi, pri nas pa malo premalo, ne, ampak se pravi, tle je ta razlika, ne. Logar je bil odličen uradnik, ne, Janša je šel pa tle en korak naprej v smer, ki je nihče ni predvideval in ki je bila edina nujna, ne, da se je vojna ustavila in danes je Kijev ima ameriško ambasado, kanadsko ambasado, Evropsko unijo in tako, ne. Tako da to je zelo, bi rekel, dvorezen meč, ne vem, tudi če si Anže Logar sam želi postati predsednik stranke. Kajti postati predsednik stranke ala Janša potem pomeni, da boš postal, bi rekel, strelovod za vse medije, za vse afere, za vse zgodbe, za, bi rekel, sodne postopke, za ne vem kaj, ne, torej to je veliko vprašanje. No, ne vem, zakaj bi Anže Logar ni zdaj vsak v sodnih postopkih, ki je predsednik stranke, no, to ni enačaja tukaj, no. Ampak recimo danes sem ravno prebrala, ko sem prišla domov, da so rekli, da ne bojo imeli nobenega predsednika v odborih v parlamentu, zato ker ni bilo po njihovem neko glasovanje, je bilo Nova Slovenija si je izborila neko odbor več in to je način užaljenosti, ki ni produktiven. Ne? To je recimo taka napaka, ki je tako značilna za SDS. In je škoda, da zgubljajo na takih banalnostih neke točke kot nek užaljen otrok. To je meni resnično me boli. Mene to mi je hudo zaradi tega. In jaz bi mu toplo na dušo položila, da se vseeno si ljudi pozna, verjetno so tudi sposobni ljudje, ne more reči, da zdaj z njim pa več ni nobenega, ki bi bil sposoben. Mislim, tukaj pa upam, da nima v sebi takšnega mnenja, ker pol se moti. Da bo vendarle našel nekoga, ki ga bo inauguriral kot svojega naslednika, ker samo to bojo njegovi volivci sprejeli. Ker njegovi volivci so fanatični volivci, to niso tisti volivci, ki bi se odločali na podlagi racionalne presoje. Oni se odločajo izključno za Janeza Janšo, tako kot se drugi blok odloča izključno proti Janezu Janši. In tukaj je treba na to računati. Oni bojo sprejeli nekoga, ki ga bo Janša, ne ki bo Janša vrgel, pa ki ga bo Janša ustoličil. To mislim jaz. Kaj bo Janša počel potem, ko se bo umaknil, Boštjan? Jaz mislim, da se ne bo umaknil, ampak to jaz rečem čisto, izrekam ta stavek pač čisto nevtralno, brez vrednostne pripone plus ali brez vrednostne predpone minus. Jaz mislim, da se ne bo umaknil in da ima tukaj svoje mesto v prostoru in da vprašanje, kako bi, kot je gospa odvetnica rekla, kako bi tudi te ljudje, ki ga fanatično volijo in spremljajo, gledali na to, če bi se on umaknil. Kaj bi tukaj bilo? Ne vem, jaz mislim, da ne vem pa, kaj bo naredil. Zdaj pa druga zadeva je pa, če bi se umaknil na ta način, da bi pač dobil v Evropi kakšno pomembno funkcijo, ampak to je pa zdaj popolnoma odprt scenarij, kaj bilo pa potem. To je pa že izhodišče za našo naslednjo debato, se mi zdi, za danes pa Lucija Šikovec-Sušaj, dr. Boštjan Marko Turk, najlepše hvala za vajne komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, ali je čas za odhod Janše iz strankarske politike, že 738. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, ali je nogometni klub Maribor ukradel naslov državnega prvaka. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.